da ste prišli poslušati. Jaz sem si pač danes zaželela imeti Romana zraven in kot ponavadi se mi je pač želja uresničila in želje uresničujejo. Zbrala sem to eno temo okrog intuicije, pa postavila sem nekaj vprašanja, ki sem tudi vam vsem poslala, tisti, ki ste z moje strani prišli, zato da ste že malo približno vedeli, ste pripravili, ker tako naš način dela poteka. Pa bom kar v bistvu zdaj začela s prvim vprašanjem, pa potem bomo nekako sledili. Vi si vmes kaj zapište, pa pol na koncu bo debata, če boste hoteli nekoli dodati, vprašati. Ja, se pravi, začela bom s prvim vprašanjem. Razumem, da v bistvu ta absolutna realnost, da ne obstaja, da vsak pač gradi neko svojo realnost, ki jo ni mogoče neposredno dojemati, da vsak različno konstruira model realnosti in me zdaj zanima, iz kakšnih psihičnih konstruktov izhajajo specifični modeli realnosti, kako se gradi, kako to v bistvu sploh. To je toliko kompleksno vprašanje. Zdaj, malo moram narediti uvoda, da bom jaz poskušal obelodaniti ene stvari skozi psihoanalitične koncepte. Se pravi, treba je pa tudi ločiti med Jungovo pa Freudovo psihoanalizo. Zdaj, zame se ve, da sem jaz Freudovec, čeprav nekateri so mi delali neke astrokarte v Ameriki in tisti ameriški nek astrolog je napisal, da sem jaz nek storyteller, da sem Jungovec. In zdaj jaz brskam po svojem spominu, jaz sem res 20 let nazaj delal v parapsihološkem krožku in sem se šel s temi parapsihološkimi variantami psihoanalize, ampak v osnovi bom rekel, skozi Freudovo psihoanalizo bom poskušal par stvari obelodaniti. Treba pa je vedeti, da sem tako po srcu, sicer želim biti znanstvenik in sem v osnovi znanstvenik, ampak sem tudi filozof. Tako da poznam nekatere osnovne filozofske koncepte, tudi spoznavni skepticizem, torej to, da je dvom edini, v katerega se ne splača dvomiti, to je osnovno moje vodilo. Vem, kaj je to subjektivna konstrukcija realnosti, recimo skozi Kanta vem, da absolutne resnice ni, da subjekt skreira subjektivne resnice, ki so izmuzljive, torej so subjektivne, absolutne resnice, da bi jo prijeli za roge, pa bi jo imeli v rokah, je ni. In tudi nimamo neke vroče linije do Boga, da ga bi vprašali, če je to, kar mislimo, da je res, resnično res. Nič od tega nimamo, lahko se pa obnašamo, kot da resnica obstaja in da jo lahko skozi znanost ujamemo. Se pravi, se obnašamo, kot da je resnica ulovljiva. Uloviti jo moramo pa skozi neke znanstvene koncepte, skozi znanost, ne skozi duhovnost, skozi neke občutke, skozi neke eksperimente moramo to poskušati uloviti, to resnico. Češ, da tam nekje zagotovo obstaja. Ker logično bi bilo, da vse to, kar mi doživljamo, ima nek rep pa glavo in recimo, če obstaja nek stvarnik, če se predpostavlja, da obstaja nek stvarnik Bog, on pa ve, zakaj se gre. On pozna to resnico in mi se potem obnašamo, kot da poskušamo ujeti tisto resnico, ki je naš stvarnik, lahko da pisec matričnega programa, če se hollywoodsko izrazim, da on resnico pozna, mi jo pa tudi probamo ujeti. Se obnašamo, kot da resnica obstaja. Zdaj, v objemu te subjektivnosti, torej, osnovna psihoanalitična teza je, da svobodne volje ni. Mi ne moremo z neko svobodno voljo nekaj o sebi vedeti. Se pravi, zato se v psihoanalizi operira s pojmom, s konceptom subjekta. Subjekt je suženj lastne nevednosti. Suženj, slepec, z pozicije zavesti ne ve, zakaj se sploh gre, ker je resnica v subjektu nezavedna. Zato govorimo o subjektu, ki je slep za resnico o sebi. Se pravi, če je slep za resnico o sebi, potem o sebi ne more nič povedati in vse občutke, ki jih
poskuša obesediti, se vedno zmoti. Ali pa po naključju, če je laik, ulovi neko resnico o sebi. Ne? Sicer je pa, če bi rekel lakanovsko, ta iluzija jaza. Jaz je neka imaginacija, ropotarnica imaginarnih identifikacij, rekel Jacques Lacan, to je nek novo Freudovec. Se pravi, mi smo popolni nevedneži o resnici, o svoji subjektivnosti. Ne? In te modele realnosti, ki jih pa potem kreiramo na podlagi nekih fundamentov, ki se v nas naselijo skozi otroštvo. Se pravi, Freud je rekel, otrok je oče odraslega človeka. Se pravi, vse, kar se otroku naredi, Freud je rekel, do 6. leta, mi v resnici podoživljamo v odraslosti. Vso to prvost podoživimo v obliki drugosti oziroma v obliki odraslosti. Vsa infantilnost ima simbolno nasledstvo v odraslosti, v drugosti. Ne, se pravi, če hočemo mi o odraslem kaj vedeti, moramo pogledati v njegovo otroštvo, v njegove konstrukcije, ki jih je zgradil s pomembnimi drugimi. Torej z mamo, z očetom, ta primarna odipska scena, prvi objekt želje, mama, prvi veliki drugi, bi rekel Lacan. To je zdaj malo filozofsko, ampak je prav, da tako povem. Ne? Ker namreč drugi je tisti, skozi katerega govori človek v odraslosti. Drugi je tisti, ki ima namesto nas željo. Ni drugega od drugega. Ok, to je zdaj malo težko, ampak vse boste dvakrat to pogledali. Ne? Se pravi, kar se nam kot otroku zgodi v primarni družini, je fundament vsake konstrukcije realnosti, ki jo gradimo v odraslosti. In če se tam zavozimo, zapletemo, zaštrikamo, ne gre za to, da smo tok butast, ampak gre za to, da so naše datoteke, ključne te, oralne, analne, odipske datoteke, virusne. Ne da samo, da imajo virus, ki se ga da s psihoterapijo sterapirati, ampak imajo nekateri virus utkan v svoj bios, v svojo izvorni fundament, na katerem gradijo duševnost v odraslosti. In potem so v odraslosti, rekel, malo zmoten, po domač povedan, pretegnjen, ne? Ali pa čuden, ne vem, kak izraz bi dal, ne? V psihiatriji se operira z nekim izrazom osebnostna motnja. To pomeni, da otrok ni doživel harmonične primarne družine, ni imel varne navezanosti s prvim objektom želja, ki je mamica, ni imel nekega odipskega očeta, s katerim bi razreševal to odipalno sceno, potem ga je pa še zmotila interakcija z okoljem, s pomembnimi drugimi. In potem ima vse te fundamente, na katerih gradi konstrukcije, virusne, zmotene. In potem v odraslosti rabi kompas ali pa Biblijo ali pa guruje, duhovnost, da mu drug govori, kako je treba živeti, ker sam ne zna, ker ima toliko virusov naseljenih v svojo psiho iz primarne družine. Lahko pa je to doktor neke, kaj vem, matematike, fizike, računalništva, ampak v tem emocionalnem smislu je pa zelo razštelan in se ponavadi zateka malo v intuicijo, reče sam sebi, da se zateka v intuicijo, ali pa v duhovnost, v neke transcendentalne, ne vem kaj, v neko, kažete, ezoteriko, ne, te lebdeč, budizem, ne, skratka v duhovnost, vse vemo, o čem govorimo. Ja. Dajte razložiti, prosim, ta fundament. Dajte nekaj povedati več o tem Oedip kompleksu. Jaz sem zato... Kakšna psihična struktura mora biti zgrajena, da... Ja, razumem. Zdaj tako, začel bom malo po ovinkih. Vsak človek, to je tudi Freud rekel, ki je doživel neko revščino ali pa doživel krivice z naslova neke neenakosti v smislu nekega bogatstva, bo levosrčen, ne? Tudi ni slučaj, da imamo vsi srce na levi, ne? Smo tako po osnovni neki politični opredelitvi bi lahko vsak človek tako malo moralno razsoden bil levičar, ne?
in tudi jaz sem tle nek strbol, pa imam srce na levi, zaradi psihoanalize pišem z desno, sem konzervativen, glavo imam pa razumsko na sredi. In z razumom poskušam par stvari razložiti. Ampak ko je bil tisti družinski zakonik leta 2012, novi družinski zakonik, ali pa novela, referendumska novela 2015, sem jaz imel kot levičar svojo kampanjo proti družinskemu zakoniku, ker sem rekel, da bi bilo moralno sprevrženo, če država otroku ne bi omogočila, da z različno spolnima staršema razreši Ojdipov kompleks. Ker Ojdipov kompleks se po Freudovi percepciji lahko razreši samo z moškim očetom in žensko mamo. Moškim očetom govorim zato, ker moški ima ta organ več, lulčka, penis, je penisno bitje, mamica je pa vaginalno, brezpenisno bitje. In ta dva morata vstopiti v ojdipalno fazo, zato da deček na svoj način, deklica pa na svoj, razreši ta primarno Ojdipovo sceno, zato da si deček neha želeti mamice. Mamica je od očeta in mora doživeti tabu incesta, mora doživeti to strašansko prepoved. Če si ti želiš mamice, boš kastriran. To mora deček doživeti in mora ob sebi imeti očeta. Zato, da skozi kastracijsko bojazen v sebe naseli osnovni fundament psihe. To je pa moralna razsodnost, na katerem se potem gradi cel nadjaz, super ego. Kulminacija moralne razsodnosti je tabu incesta. Se pravi, oče, ki je kot otrok pravilno razrešil svoj Ojdipov kompleks, si ne želi svoje hčerke seksualno. Ne? Se mu tudi ne zdi na nek način seksualno lepa. Tega Fritzl ni razložil, ker seveda ni imel ob sebi ojdipskega očeta. Ne? Ta scena se mora narediti vsakemu otroku, ker je zelo pomembna, recimo zdaj govorim za dečka, deklica je pomembna na drug način. Deček mora to primarno sceno doživeti zato, da v svoj fundament, v svoj bios naseli temeljni ta koncept tabuja incesta, da si že pozneje kot moški zna v skušnjavi med lušen in prav dopovedati, da mora narediti prav, ne pa ravnati po tistem, kar je lušen. In ta ojdipski oče, ki mora si lastiti njegovo mamico, mora biti prisoten pri tem dečku. Če ni, je ta otrok popolnoma osebnostno razštelan, moralno pokvarjen. V starih časih so takim dečkom rekli, da so pankrti. Pristali so v zaporu, bili delikventni, imeli moralne zdrse, deklica brez očeta je pa popolnoma zbegana na področju seksualnosti pa odnosa z moškim. Pač to deklico doleti. In deklica brez očeta zatava v duhovnost 100%. Jaz v svojih terapevtskih praksah imam ljudi, ki pridejo k meni, so upeti v duhovnost, so popolnoma osebnostno razštelani, ja, kje je bil pa oče, ga ne poznam. Ne? Ali pa so se ločili starši, ki sem bil 3 leta star. In on išče izhod v sili, v Bibliji ali pa v verskih sektah. Zato, ker nima osnovnih datotek v tem fundamentu, katerega fundamenta je občutek, kaj je moralno prav. Ne? In za ta občutek, kaj je moralno prav, se pravi, da mu očka krade mamico, po noči z njo spi, ga porazi v boju za mamico, ta oče je tisti, ki predstavlja dečku ideal, kaj bom, ko bom velik, tak car, kot je očka. Ne, če pa oči taka budala, da pusti mamico in da gre za kosom posanega mesa, se loči, potem je ta deček razštelan na svoj način. Fundament noter magnilobo. In tak otrok, ki ni bi doživel vsak dan tistega očeta, ki mu reče ne smeš, ali pa Tamal, ti si car. Če otrok deček tega očeta ne doživi, ima v tem fundamentu kopico virusov, ki ga spotikajo pri občutkih, pri sprejemanju odločitev, pri kreiranju čustev, pri kreiranju nekih odločitev. Vse dela narobe. In potem, ker nima notranje moralnega kompasa, on gleda, kdo ga vidi, ne? Katere zakone krši, pa če ga nihče ne vidi,
bo kršil zakone, ker računa, da ga nihče ne vidi, notranjega kompasa pa nima. To je deček. Deklica ima pa čudo drugih nekih virusov v sebi, če se ta oedipska scena ne naredi tako kot je Freud rekel, da je normalno in naravno. Sam zdaj naj še rečem, da je to pač falična faza psihoseksualnega razvoja, da obstajata pa še analna faza, pa oralna faza. Tudi te dve fazi morata imeti določen protokol, skozi katerega se v človeka naseli normalnost. Človek, ki ni kot deček, in poznam take patrone, da se tako izrazim, če ni opravil, zdaj bom pa malo vulgarno rekel, srajnih navad, toaletnega treninga, tako kot je treba, v analni fazi trening čistoče, če mali sralec se ne pokaka mamici v kahlico in če ga mamica nima rada, pa reče, jo, koliko si ti pridni, ti si se meni pokakal na kahlico, zdaj bomo pa ritko blisali, pa pleničko daj, pa nečeč v kahlico, zdaj je pa v pleničko. Se pravi, ta analna faza ima svoj protokol, zato da deček naseli v svoje fundamente dolžniški odnos. Če dobi darilo, da ve, da ga mora vrniti. Če greš nekomu na obisk, mora boteljko prinesti, zato je, ker je vstopnica, da greš lahko nekomu na obisk. Ta obligatorni dolžniški odnos, ki je del te kulture in je del normalne osebnosti, eni cigani imajo tle probleme, zato ker tiste sralne navade v svoji kulturi nimajo kultiviranje na tak način kot običajni Evropejci. Mu pade zrit ti drek, kamorkoli mu pade in se mu mamica ne zahvali za drek. In potem te cigani niso nikomor nič dolžni. To je ta logika. Ali pa recimo oralna faza, ko mora otrok biti dojen, ko čaka tisto veliko dojko, pa tisti božanski obraz, tja ne sme priditi jeti kosmat, pa mu dati flaško, pa reči, evo, zdaj imaš pa namesto dobre dojke, flaško, tle mu pa kašiš tisto bučo ob kosmato. To mora mamica narediti. Mamica mora to narediti, zato ker se optimizem v odraslosti v človeka naseli ravno v oralni fazi, ko je lačen, ko pride dobra dojka, blaženost odpre oči, pa lepo mamico vid. Ne morete mi jeti vid ali pa zgubane stare mame. Potem se mi pa te feministke mečejo ob tla, ker so hotele v svojem zakonu preleviti, prenesti, prevaliti 1 mesec porodniškega dopusta na očete, iz mamice na očete. Ne smejo to narediti, ker bo otrok zgubil optimizem v odraslosti in se mora protokol dojenja z mamico zgoditi. Ne da mami dela kariero, otrok ima pa tem varuške 2, staro mamo zgubano, pa jetja fotra. Mladi očka, to se ne sme zgoditi. Se je smešno, ampak tega feminizem ne pusti predavati. Zdaj pa, če ste mene poklicali, govorim o teh fundamentih, ki so ključni za razvoj trdne osebnosti. V redu? Fundament je potreben, da se zgradi pravilen nadjaz. Ja, ampak tudi tri faze so oralna, analna, falična, z oedipom. Trije fundamenti so v resnici. Kar naprej, prosim, ja. A sem spada tudi to, da to laganje, odkje pride otrok, pa laganje o božičku. Ali to tudi fundament, ali to že neki drugi? Del tradicije je, da mi naše otroke in mi strašansko uživamo, ko mu damo tam nas darilce, pa rečemo božiček je prinesel, pa se mu lažemo, kaj v friz. Ta mal pa ve, da ni res. In potihem skozi ve, da ni res. Ali pa, odkje sem pa jaz bratca prinesel, smo ga kupili v trgovini. Če ta mal videl, da je mamica bušeka imela, včasih so lagali, so rekli, da štorka to prinese. Ampak določene resnice otrok ne sme detaljno zvediti, odkje prihajajo otroci. V tej kulturi se obdarujemo. Kdo je pa prinesel darila, ja, mi dva z očijem smo ti kupila. Cela kultura pa dedek nas nosi, Miklavž, Božiček. Ampak otrok potihem, svojo otroško pametjo
razmišlja na svoj avtonomen način. In če se ga preveč zavaja, pa predolgo, jaz sem svojega sina, enega, predolgo zavajal, ker smo 2 sina imeli. On ta drugi je bil 4 leta star, ne, ta prvi 4 leta star, ta drugi pa že 8. Ne, pa smo flancali kar oba 2, da je še kar dedek Mraz. Ne, on je, ta veliki bil toliko pameten, da je avtonomno voljo razvil in je rekel, vi meni lažete. Ne. In danes ima ta moj sin starejši, ne, ki je toliko star kot vi, letnik 90, skozi občutke, da obstaja teorija zarote. Skozi oporeka uradni avtoriteti, da ga zavaja. Chemtrailsi, cepiva, VTC so Američani sami zrušili, zato ker ima v fundamentu ta virus, na katerega jaz nisem bil pozoren, ne, ker sem bil mladi očka in nisem vedel, da ga predolg ne sme zavajati. In ta epistemološka spoznavna pulzija, to, da mi, tudi jaz, želimo vedeti, ne, jaz si strašansko kot znanstvenik želim vedeti, spoznati, razumeti. In to razumevanje se je v mene naselilo v otroštvu, ker je mamica kar naenkrat, ker sem jaz si toliko želel žensko, ne, se pravi punčko, sestrco, in sem jo tudi dobil. Sam ni imela dolge laše, brez zob je bila vsa grda, zgubana. Pri 6 letih sem jo jaz dobil. Nisem pa vedel, odkje. Ne? In potem sem belil si možgane. Ne? In Freud je rekel, ne misli, da zdaj vse to jaz govorim, ker Freud ni govoril o božičku. Govoril je o štorkli, ki nosi otroke in bizarna verjetja v obliki teorije zarote, ampak Freud ni tako govoril o teoriji zarote, govoril o bizarnih verjetjih in je rekel, da se napajajo iz zavajanja staršev v povezavi s prihajanjem na svet otrok. To je Freud rekel. Dedka Mraza ni omenjal, niti Božička Miglavža. Ampak je pa povedal, da si otrok beli glavo, kako dojenček pride na svet. Kako pride dojenček v materin trebuh, kakšno vlogo ima očetov lulček, kako to mamica rodi, ali to izkaka tistega dojenčka, on ne ve za obstoj vagine. In to gretje možganov, to premlevanje otrokovo, odkje prihajajo na svet otroci, je ključno, da smo ljudje nagnjenih znanosti, da bi radi vedeli, da imamo to epistemološko, spoznavno teoretsko pulzijo, da nas zanima, da rinemo kot buldežer in bi radi se prebili do spoznanja. Zakaj že? Zakaj imamo tak občutek? Zaradi fundamenta, ki se je naselil v nas kot otroke, ko smo želeli vedeti, odkje na svet prihajajo otroci. To je rekel Freud. Ne? Občutek, rad bi vedel, se napaja iz fundamenta, odkot prihajajo na svet otroci. A sem približno razumel? Torej, jaz sem razumel, če ste vi razumeli. Psihoseksualna faza je pomenila analna, oralna, oidipov kompleks. Ne psihoseksualna faza. Psihoseksualne faze razvoja libida oziroma otrokove duševnosti so 3. So oralna, se pravi, pa ne gre toliko za to, da deček ali pa deklica ali pa deček draži sluznico, ne, kar je Freud rekel. Oralna faza draži služnico. Ni to ključno. Ključno je, da on sprejema vase. Ne? Sprejemanje nečesa vase. Paradigma sprejemanja. Tudi sprejemanje znanja je oralno konotirana. Vzrtje mamice in poznejši optimizem. O tem Freud ni na tak način govoril. O tem so govorili psihoanalitiki zlate dobe za Freudom. In so ga, rekel, malo preinterpretirali oziroma dopolnili, tudi Melanie Klein, tudi hčerka Anna Freud. Se pravi, oralna faza gre za vzrtje mamice, prvega, drugega, objekta želje. Torej, tudi ta separacija, da vidi, da materina dojka ni del njega, ampak da je to od prvega, drugega, od mamice. On mora to misliti, on si mora želeti mamice. Zato, da se lahko žensko želi v odraslosti. On mora biti zadet z lepoto mamice, zato, da se zaljubi v lepo babo, ki ni stara, ampak mlada, ker je mlada mamica. Če je dec normalen, ne more biti Macron.
A moš imeti staro mamo za mamo. Ne? Zato, ker je imel staro mamo raje kot mamico. A ga pa imela mamica pri 40 letih ali pa ne vem, 45. Se pravi, oralna faza ni samo draženje oralne sluznice, tako kot je rekel Freud, ampak gre za ves miselni proces, ki se dete tudi dogaja, ko sprejema vase materino mleko, ko vzre lep obraz, ko je deležen dobre dojke. Tisto draženje sluznice, kar je poudarja Freud, sploh ni tako pomembno. V analni fazi draženje analne sluznice ni pomembno. Pomembno je darovanje dreka mamici. Da se mu mamica zahvali, da ti delček sebe daš prvemu, drugemu in reče, mamica, evo, dam ti delček sebe, ti me ime pa rada. Ne? In se dolžniški odnos skozi to analno erotiko, se reče, naseli v psiho. To, kar sem prej rekel, da cigani nimajo, čistko. Ne? Se pravi, miselni procesi, ki jih dete doživlja v oralni, analni in falični fazi, ne, tam je pa posebno, torej ogromno nekih miselnih procesov, ker otrok si zverzira miselni aparat, ker si zverzira jezik. Jezik je orodje mislenja. Dojenček ne zna misliti, ker nima orodja, ker se ni naučil govoriti, ko se pravi novorojenček. Ampak pozneje pa se nauči misliti. Temeljno orodje mislenja je jezik. In v odipalni fazi, od 3. do 6. leta, se pa deček, torej dete, nauči artikulirati misel, ker ima jezik in govori in strukturira misel. In on mora misliti poraz svoj, pa anatomijo genitalij. On se mora vprašati, zakaj deklica nima lulčka, kdo je to odrezal. In ko se to vpraša, se mu zgodi ta fundament, ki mu jaz rečem miselni odtis. Miselni odtis, ki je ključen, ker se v odraslosti podoživi. Miselni odtis v otroštvu, posebej v odipalni fazi, ki je misel že zelo strukturirana. Ta misel se ponovno veljavi v odraslosti, na simbolni ravni. Se pravi, ene stvari, ki smo se kot otroci naučili, na simbolni ravni v resnici podoživimo. Sceno primarne družine nezavedno podoživimo v svoji lastni družini. In če imamo mi družino ločeno, imamo tendenco, da se bo v naši družini, ki jo bomo ustvarili po fazi zaljubljenosti, ko bo seks monoton, da se ločimo. Ker bomo podoživeli ločitev iz primarne družine. Ne? A sem nastavil, se pravi, misli, ki se mislijo v otroštvu, so ključne, ker se uveljavljajo v odraslosti. In kako je v bistvu potem zgrajena naša intuicija in naši občutki? Ja, no, zdaj, če gremo malo na intuicijo. Intuicija je prodor nezavednega mislenja. Freud je govoril o toku nezavednih misli. Ta tok nezavednih misli, to je vesolje. Tam je milijardo misli, ki se mislijo, v zavest pa pride en občutek. Ta občutek je posledica enega zelo kompleksnega mislenja, ki se zgodi lahko v eni sekundi. Ampak se zgodi tako, da je psiha na provokacija, kakšen občutek pa imaš ti, in v eni sekundi se zgodi občutek, ker se v eni sekundi zdrdra cela psiha in nezavedni sklep na podlagi milijon informacij se utrne v zavest in zavest reče, jaz imam pa občutek, da bo drugo leto takle čas, da se bom ločila. Ne? Ker to jaz terapevtsko uporabljam, to intuicijo. Namreč, ko pride nekdo k meni, par recimo, ne? Se jaz nikoli skupaj nimam. Ne? Jaz imam 2 ure enega na pogovarjanju, 2 ure drugega, pa recimo rečem, na naslednjič, ko tleskneš, mi intuitivno probite jasnovidno sporočiti, kaj bo drugo leto takle čas. Čez 1 leto, kje boste vi? Kje bo ta mož? Kje bojo otroci? Kakšna bo družinska situacija? Ne? Sem rekel, mene ne zanima, kaj si vi želite, mene zanima, kaj vi jasnovidno vidite, kaj bo. In pol
reče ena, kaj vem, meglo imam, druga pa reče, jaz imam občutek, da bomo skupaj. Ampak ne vem točno, kako, vem pa, da bomo skupaj. Zato, ker ta občutek, bomo skupaj, ona upravi s tem, da ona predrdra v spomin, vse datoteke, ki jih ima v povezavi z možem, ve, kakšne zdrse ima, ve, da vara, ve, da nosi denar, ve, da ima najraje na svetu te svoje otroke, da nikoli ne bo pustil otrok, tam neka varjanja se mu bojo dogajala, ampak otrok ne bo pustil. Žena pa reče, ja ne, se bom pa jaz tudi ljubimca dobila, nič hudega, ali pa se ga bo minil, pa kaj bo drugo leto takle čas, intuitivno ona zračuna, da bojo skupaj. To naredi pamet, logičen sklep, mal kognitivna pamet, ta preračunljivost, mal pa čustva. In zdaj, če ni v fundamentu virusov, bojo ta čustva, ta intuitivni občutek dokaj korektni. In to je en del neke intuicije. Ampak jaz rečem intuitivno, Freud pa ni tega izraza uporabljal, en Jung je pa v to intuicijo turil, mešal je še arhetipe, se pravi kolektivno nezavedno. In ko dan danes neki Jungovci ali pa neki poduhovljeni ljudje iščejo po svoji psihi neko intuicijo in pol nekaj v sebi sklenejo, imajo neko intuicijo, pa mislijo, da je ta intuicija še del neke kolektivne psihe, mogoče družinske karme, se pravi nekega arhetipa, oni mislijo, da je to res. V resnici pa oni zgolj na podlagi individualnega nezavednega skalkulirajo nekaj. To nekaj pripišejo kolektivnemu nezavednemu, jaz pa rečem, to ni nobeno kolektivno nezavedno, to je vaše individualno nezavedno. In tle sta se Freud pa Jung kregala. Torej, naj še rečem, da sem jaz 20 let nazaj delal parapsihološke eksperimente, pa sem preučeval vso to parapsihologijo in moram reči, resnici na ljubo, sem prišel v 5-10% do enih fenomenov, ki jih z vso znanostjo, ki jo premorem, nisem znal znanstveno razložiti. In da obstaja nekaj več v koridorju Junga, na tej točki bi rekel, pa je Freud malo popušil. Ampak to je samo, ko sem bil v parapsihološkem krožku, to je bilo teh poduhovljenih duš malo morje. To je bilo polovica pretegnjenih ljudi, motenih, na tabletih, iz Ljubljana polje ušli. Bi rekel, enih 5-10% je bilo pa takih, ki so pa nekaj imeli. Hec pa je, da je nekdo, ki točno vem, da je imel nekaj, kar se ne da znanstveno razložiti, bil šizofrenik. Po domač povedam, norc je bil. Na tabletih, ampak ni bil v akutni fazi. Jaz sem ga testiral tako, da je nemogoče, da bi na kak način on vedel, on je nekje iz transcendence, iz kje, je on potegnil neke odgovore, ki jaz nisem vedel, kam jih naj dam. Se pravi, nekaj parapsihološkega je, zagotovo pa ne toliko, kakor misle ona Jasmina Kandorfer v klepetu ob kavi, da je. Ona ima tam 95% norcev. In te norci zavajajo ljudi. Meni to ni fair. Meni ni fair, da se govori o nečem, kar je larifari. Zavajajo pa zaradi tega, ker... Zaradi nevednosti. Zaradi tega laganja o Božičku in od kje pride... Ne, to so pa teorije zarote. Ne, teorija zarote je občutek, ki ga ima tudi, bi rekel, dokaj normalen človek. Vse sem rekel prej, moj sil, ne vem, moč njega, vse, ampak v enem segmentu vem, on verjame v ene stvari, chemtrails, ne vem, škodljivost cepljenja, VTC, ampak jaz vem, da smo ga predolg flancali, on je pa sam pri sebi rekel, ni res, da Božiček ali pa Dedek Mraz pride po zraku, ker ne more leteti, ptički so prešipki, ne morejo ga dvigniti. On je bil toliko pameten, da je takrat opozicijo naredil. On je čisto zdrava osebnost. Ampak občutek ima, da mu avtoriteta, vlada, FBI, Amerika, Illuminati, svetovni red, Soros, Bill Gates, da delajo zaroto. On ima strašansko močen občutek. Ne samo on, tudi, bi rekel, dost normalne, tudi tale Mila Alečkovič Nikolić je bila včasih. To je ena srbska psihiatrina, izredno močna.
ta ima take nanašalne blodnje, da mene glava peče. Jaz sem jo dajal za vzgled v Sloveniji, zdaj pa vidim, kako se je ona ujela v teorijo zarote. Teorija zarote je en register. Tisk sem pa prej govoril, rekel pa vse te virusne datoteke, ki ti zmotijo celotno osebnost. Ne? Ko razviješ nek obrambni mehanizem, ki mu psihiatri rečejo šizotipska motnja in dajo takim tablete. Tam je kopica enih gostov, recimo na klepet ob kavi, ki bi morali, ali pa celo so, na tabletih. Diagnoza psihiatrična šizotipska motnja. Zdaj, ali so ali niso na tabletih. Te imajo virus v fundamentu, te imajo kaos iz primarne družine. Pa njih ne gre, da jih je nekdo zavajal v procesu osveščanja, odkje prihajajo otroci, kje je dedek Mraz. Ne gre za to. Gre za to, da so imeli kaos v družini in nekega močnega očeta ni bilo. In potem imajo motnjo osebnosti s šizotipskim pridihom, bi rekli psihiatri. Samo jaz pišem knjigo proti psihiatriji. Psihiatrija se popolnoma napačno, konceptualno napačno loteva razumevanja človeške psihe in zdravljenja človeške psihe. Psihiatri dajo tablete in vplivajo na živčne transmitre. Psihoterapija mora s pogovorom vplivati na transmitre, ne pa tableta. Logiko mišljenja je treba spremeniti. Psihiatri pa to po kratki bližnjici v 7 minutah da tablete. To je treba sterapirati. To je pa mukotrpno delo. A sem kaj povedal? Ja. Koliko minut se pa že mi tole gremo? Skoraj že 45. Jaz imam še dva vprašanja. Ali smo človeška vrsta v svoji esenci bolj podobni neki božji podobi, ali nam je naravno dan ta moralni kodeks, ali bolj poosebljamo neko žival, ki se bori za svoj obrok? Zdaj, jaz ne vem, kak je Bog, ne? Ga še nisem videl. Če nas je ustvaril po svoji podobi... Simbolično, da smo ja, ampak... dobri, želimo pomagati naravno, ali... Ne, zdaj... Freud je bil, bi rekel, genij, ker je elaboriral. Se pravi, on je tako rekoč spisal elaborat, kako deluje človekova duševnost. Protokol, kako deluje človekova duševnost, je znan. Človek se rodi, dete, ima polimorfno perverznost. Se pravi, eno samo uživanje ga je. On bi samo ugodje doživljal, materino dojko, bil blažen, mamica nasmeje, to je to. In zato, da preživi, mora spoznati, da mamica ni njegov objekt, da je dojka od mamice, da to ni on, ne? Že imajo v ustih. Pa ugotovi, da je to last mamice. In pa mora to misliti. In ta ono, id, angleško, ki je osnova dojenčka, deteta, mora delček sebe oddvojiti za ta kognitivno inštanco, ki se mu reče jaz. Jaz. Se pravi, ono, da delček sebe za inštanco jaza. Razmišljanje, spomin, kalkuliranje. Se pravi, če se bom jaz fejst joko, bo mami prej prišla. Če se pa ne bom joko, bo pa še kar ne bo. Ali pa če se ne bom pokakal v kahlico, bo mami žalostna. Pa me ne bo imela rada, pa se pa userijo tisto kahlico. Ne? On je preračunljiv, z jazom to dela. Ko pa pride ta oidipalna faza, delno že v analni, ampak pa oidipalni, falični, kastracijski fazi, potem pa ta jaz da še delček sebe za moralno razsodnost, imenovano nadjaz. Se pravi, nadjaz, superego, se formira v času oidipovega kompleksa, ko pride do prepovedi objekta želje. Recimo pri dečku mamice si ne sme želeti, na tej osnovni prepovedi ne sme si želeti mamice, se zgodi moralna razsodnost in je temelj nadjaza. In je moški nadjaz močnejši kot ženski nadjaz. To noče feministke slišati. In to zato, ker deklica nima lulčka in se ne da nič odrezati. Ona ne ve, kaj je imeti ga in zgubiti ga. In jo vest ne peče, če se dol da z enim. Moškega vest peče, če vara ženo, če je odipski oče, te pravo kastracijsko grožnje naslovil na svojega tamalga. To pa ne smeš, ne?
on tam ali pa tukaj, če bom pa to naredil, ko sledi kastracija. Na tej brazgotini on razvija moralno razsodnost, ki lahko doseže postkonvencionalno stopnjo moralne razsodnosti. Deklica kot necela, brez lulčka, postkonvencionalne stopnje moralnega razsojanja ne more dosežiti, ampak ima pa drug adut, je pa sočutna, v smislu, aha, nimam lulčka, kako pa zdaj se čem ubiti, ja, sem pa toliko lepša, poglej me očka, kako sem lepa. Ampak kastracijske bojazni ne premore pa sočutje, ona se sama sebi smili in potem pride v realnost in vidi tistega Krisa, ki bo umrl, in to se bo dala s 3 politiki dol, samo zato, da bojo oni dali 100.000 evrov za Krisa, da bo tiste zdravila dobil. Moški se vpraša, zakaj Krisov je 10, zakaj mora samo en Kris dobiti, ker ni pravično to, do ostalih Krisov, ne? Ampak ženska je sočutna, toliko trpi, da smo mi za tistega Krisa 4 milijone zbrali. Takole.